Ja, seveda. Vse mi smo dali gor v bistvu zdaj razpis za sedike, da tako je. Dobar res, dobar res. Zdaj, mi smo odprti za ideje pa predloge. Predvsem to, ne. Zdaj, sama organizacija, igralci pač ne smete nikakor pomagati v organizaciji, ker če bi, ne vem, sam nekaj malega postorili, pa da zmagate, da ne smemo poslati gor, ker vi ne smete biti del ekipe, ki to organizira, se pravi, ne smete biti povezani z nami, kogarkoli, ne. Je pa res v bistvu, da smo pa za predloge predloge, zaradi tega smo tudi dosti. Dejansko, če imate kakršnekoli predloge, kakršnekoli ideje, ki bi pametno prišli narediti, da bi se tudi tega naredil na plan z njim. Ja, zdaj, ok, bomo še za Counter-Strike razložili, da je tudi reča tega, ne. Koga sem že prej začel, mi smo licenco kupili od februarja, začetek marca. Pač prej so potekala pogajanja, prej v bistvu nismo tudi sami bili 100%, da bomo šli v to. In ko se je licenca kupovala, je pogoji določili, pač to šlo za pogajanje z dvem servisi s prvim firm. In dejansko je tam prišlo, da smo se takrat zmenili za en paket in v ta paket je padel Counter-Strike. S tem, ko mi kupimo licenco, plačamo tako, vstopnico na svetovno prvenstvo, plačamo tako hotele dol, plačamo v bistvu vse, kar je, se pravi celotno gibanje igralcev dol. In to licenco to vse skrb zajeli. In takrat mi še nismo niti sploh naredili sponzorjev, ker smo se takrat najprej pogajali za licence. Takrat smo ta paket vključili, to bi smo to plačali. Zadeva je bila, mi smo objavili, potem smo začeli sponzorje za vse te skrbe. Drugo leto bo zadeva obratno potekala. In v bistvu je to z vsemi sponzorji, ki smo letos jih dobili, samo obljubili sodelovanje tudi naslednje leto. V primeru, da bo event uspešen. Bo event uspešen, če boste vi prišli na event, pa če boste vi odigrali, pa če boste vi naredili dobro vzdušje, da tako to vse. Se pravi, je pa tudi tako, tudi za Counter-Strike, koliko smo že razčaržili, sem jaz napisal, če se bo najde sponsor do začetka državnega prvenstva, tako pa pravim, pač to bi naredili, da delamo tudi Counter-Strike in pogovarjali se. Tako da sam ne moramo tega obljubiti, zaradi tega smo tudi 10. maja napisali. Taka je zadeva, tako nisem se trok postavil 10. maja, kako bolj, 10. maja smo da pač tak jarno, da ne bo služilo še zdaj ne žal. Še zmer se trudimo, v bistvu, da bi tudi najdali sredstva v bistvu za Counter-Strike ekipo, ker vemo, da Counter-Strike je osnovni vse. Tako, no, seveda je upravne, da itak igrajo zaradi zabave, zaradi druženja vsega. Tako da zdaj, da se ne gre tja, je pač ja, full downside, ampak vse nima to zdaj neki čas da narediti. Ko smo se na drugem področju podobili, smo pa za prvo zmovalno tipo 1000 evrov nagrad. Tako da tudi to je se mi dosti dobra nagrada, kako se odvrne. Kaj da se sploh ne smejo naravati. To smo se tudi zanimali. V bistvu je to, da bi mogli vsaj 20 kart nabaviti prej, da bi brez njega dobili karte. Imamo mogli karte nabaviti na dan dogodka. Mislim, da na dan smo temu pogodili, da bomo se državni prvaki. Mi imamo v nedelo oziroma v ponedeljek 7. julija mi nabavili vse karte. Tako da, ker prej ne bomo vedeli, pač kdo se zmagovalce. Razen, če je to tako dobro, da še zdaj reči, pa jaz ne znam. Tako da... Še kaj? Še dobro bi kaj? Ne, karte niso plačene, prevosti plačene. Plačene sem slavno. Hotel je plačen, tako prevočišče, tam v bistvu bivanje pa vstopnica za stavno to mesto. Poleg sploh tega, da imamo bili licenci, da bi lahko to organizirali. To se je še zdravo. Še kaj? Zdaj se finalisti igrali XP. Verjete na XP. Še ne vemo točno na XP. Ja, dobro bilo. Ja, se zauzemamo za to. Malo bomo se mogli z delom zmeniti, pač zato oni so pogodbeno vezani naprej z XP-se, ampak načeloma bojo XP. Zdaj, to je nekaj vprašanje zaradi teh gradov pa tega, zato smo pa začeli to družine se. Če imate kakršnekoli drage, ko jih možemo žiti po temu, kada že notri USB, morate to že prej videti, pa prej videti. Zaradi tega, da jih mi že prednaložimo. Ker če ne bomo prednaložili dejansko, boste imeli pol vidno časa za ogrevanje pa take stvari. Vse kompe, za vse Ja, kako tako.
Se je tudi toliko teh hiška tega ni, se večinoma vsi igrajo z enim istom hiško, vsi igrajo na dosti podobnih tipkovnicah, tega je mogoče ranga 10-20%. Je pa res, da ima vsak svoje nastavitve, ampak nastavitve dosti lažje nastaviti, če imaš ti drago inštalirane pa programe kot prvi. Kaj pa z acceleration naredili? Ja. Eni igrajo s tem, eni pa brez. Če se igrajo brez, se igrajo pomoči, da s tem in kontra. Za take stvari, v bistvu jaz nisem bil dosti tehnični tip, bom rekel, ampak dejansko to v tem primeru mi kontaktiramo SLC in jih vprašamo, kaj bo oni naredili na svetovno. Tako da glasimo tako, kako bo na svetovno. Zdaj pa, vse karkoli tazga, recimo, kaj je z znami dobro govoriti, Playing at QPC, ali SLC at QPC, v bistvu bomo tako govorili. Zdaj, v tem tednu bomo dali gor tudi na strani FAQ, tako da pošljati, kakve stvari bomo se take stvari probali gor izjaviti. Ker dosti nekaj vprašanj dobivamo, v bistvu tudi pravila smo dosti, ki so tudi pravila za Quake, pa mislim, Warcraft, tako da take stvari v bistvu je dobro spremljati. To je pa res, ja, naredimo tako, kot smo pa na SLC, ker hočemo v bistvu, da isto še se igra. Drugače pa ena od zanimivosti, v bistvu, kaj je, sam še ni potrjena, je pa ta, da smo se pogovarjali pri Zeusom, verjetno, da si poznate. Zna sem že bo Zeus prišel in bo v bistvu igral potem exhibitional match s našim prvakom v Kreštu. Ja, verjetno pa bo res je suvam, se mogoče naš kaj noga nauči. To je Zeus. Zeus je hrvaški pro-gamer, ki igra zdaj v Nemčiji, Nemško ligo v Warcraftu, v bistvu je pa 2 let nazaj bil pa drugi na svetovnem SLC v Warcraftu. Jaz ne izdivam. Bo pa še samo verjetno prepet njegovo punco, ki je tudi pro-gamer, ki je pa najboljša igralka Warcrafta v Evropi. Sam se še zdaj. Termin pogovarjamo, pa se je, ampak ja. Je pa še čiti, to je še neuradno. Bo rado mu da pogovarjati. Tako še bolj krefti, da se lahko pregal. Bo še zelo dosti dobra igrala, da se tako šlo. Kar dosti. Ja, tega lahko ne povedati. Lahko bo povedati, da je kaj nastavi, ko ima. To bo lahko povedati. Si vemo se kaj. Tako? Drugi je dosti, ja. Ko je kar dobro zastopan, pa prek medija je dobro zastopan. Tako? Bolj bi tudi tukaj nekaj. Zdaj, koliko smo napisali na stranih, da je prijavno so odprte do enega tega pre-eventov. Zdaj, imamo videli kako da ti hočemo, da bi si tudi se pravilo lahko tudi igraži. Zdaj si govorili tako, da ne bomo nekaj izločevali določenih ljudi, ampak bomo raje tudi ljudi pod določena pravila, da bi tiste predkvalifikacije ali da predskupine malo hitreje potekale, recimo ne. Tako da bi se pa res boljši dobili na koncu, na tiste pa za res igrati. Je pa to res v bistvu, da če da piše 14 dni pred eventom, ne bo dovolj Counter-Strike ekip, recimo vsaj 8 ali 15 bomo Counter-Strike zamenjali za FIFA ali tako. To pa pač tako je. Bomo pa raje v FIFA razdelili 1000 evrov nagrad pa bomo. Mislim, ker tudi brez veze, da delamo, da idejo 4-5 ekip pa da delamo Counter-Strike po malo nesmisel. Vse minimalno. Ja, vsaj 8, ne. Vsaj 8. Vse pa je. Začetka se ve, da ne bomo se ekipa, ne. Kako? Eštrana, res. Vsaj unih na nivoju, ne. Vse, kaj se ne gre za nivo. Kaj se gre za to, da pride folk, da se družijo, da... To je sem pa tudi to, a ne, tudi pa ne bo. Upate mi to 16 strani, tako. No, samo se, da ste teh mulcev, ki nekaj igrajo, pa 8 in 5, res je šlo. Ne moramo, da tudi manj omejitve zaradi tega, ker tudi na škatlah od igra piše v bistvu, da je 16 let. Ekip.